spoštovani gospod Zavukušek, pobudnik naše slovesnosti, cenjene dame in gospodje. Pred 164 leti je na tej železniški postaji Okno v svet iz vlaka izstopila skupina mladih slovenskih izobražencev in tudi v mesto Celje zanesla nove, sveže in takratni politični oblasti ter družbeni ureditvi sila nevarne ideje. Tega leta, ki ga poznamo tudi pod imenom Pomlad narodov, se je dokončno zatresla fevdalna Evropa, ravno v evropskih okvirih pa velja revolucionarno obdobje 1848-49 za nekakšen zaključek velikih družbenih sprememb, ki jih je sprožila in napovedala francoska revolucija dobrega pol stoletja prej. Leto 1848 nas na tem mestu zanima predvsem kot začetek narodnega prebujanja Slovencev in časa nastanka prvega slovenskega narodnega programa, ki ga poznamo kot program Zedinjene Slovenije. Zavedanje o nekakšni slovenski skupnosti, kljub redkim omembam imena Slovenci in Slovenija, v predmačnem obdobju vendarle ni bilo popolnoma neznano. Zamisel o združitvi slovenskega narodnostnega ozemlja, ne glede na različne avstrijske dežele, je želela predvsem med delom inteligence in študentstva, začasna zmaga revolucije pa je svobodo tiska in združevanja prinesla prvič tudi možnost za njeno javno obravnavanje in propagiranje. Celovškemu kaplanu Matiji Majer-Ruzinskemu, ki je idejo Zedinjene Slovenije tudi sprožil, so hitro, skoraj hkrati sledili tudi slovenski izobraženci, združeni v slovenskih političnih društvih v Gradcu in na Dunaju. In prav slednjim je pripadala v vodo in na tej spominski plošči omenjena skupinica, ki si je prizadevala, da bi tudi Celjane navdušila nad slovenskim narodnim programom. Ta je zahteval združitev Slovencev v samostojno enoto s lastnim parlamentom, uveljavitev slovenskega jezika v šolah in uradih, obenem pa izražal zvestobo avstrijski monarhiji, ki pa mora biti reformirana in v kateri bodo tudi Slovani dobili svoje pravice. Ko je bil slovenski narodni program oblikovan, mu je bilo treba zagotoviti široko množično podporo slovenskega prebivalstva. Zbiranje peticij v ta namen in nasplošno vsa akcija je bila le delno uspešna, še najbolj na Štajerskem. Kajti narodno gibanje v letu 1848 je bilo vendarle omejeno na relativno skromen krog ljudi z razčiščenimi narodno-političnimi predstavami, medtem ko je večina prebivalstva iz različnih razlogov ostala bolj ali manj pasivna. Predvsem zato, ker je bila deželna in lokalna pripadnost ter zavest pri praktično vseh svojih še tako močno zakoreninjena, da je moderno nacionalno gibanje ni moglo nadomestiti kar čez noč. Ostaja pa dejstvo, da smo se Slovenci leta 1848 prvič dejansko zavedli svoje narodne identitete oziroma svoje narodne gibanje iz kulturne sfere prvič prenesli tudi v politično. Prvi slovenski politični časopis, kot so bile denimo Poškove cerske slovenske novine, pa politična društva, razne pridobitve na področju šolstva in jezika ter ne nazadnje tudi prvi slovenski poslanci v državnem zboru, so slovenstvo naznanili začetek novega obdobja in slovenski narod postavili na politični zemlji Evrope. Resda je bila večina narodno-političnih svoboščin pozneje sporazum revolucije, se pravi z razpustitvijo parlamenta, oktroirano ustavo in nazadnje leta 1851 še z uvedbo neobsolutizma, za določeno obdobje zopet odpravljeno. Zedinjena Slovenija pa je ostala nepobožna želja. Vendar pa od leta 1848 naprej že lahko spremljamo kontinuiteto slovenskega nacionalnega in političnega razvoja. Razvoja polnega porodnih krčev, otroških bolezni in velikih preizkušenj, ki pa je ravno z idejo Združene Slovenije ohranil svoj smisel obstoja in stremel sicer pogosto zamegljenemu, a vendarle razpoznavnemu cilju. Na dolgi poti do njega so ga nekateri pomembni dogodki in zgodovinske prelomnice vendarle nakazovali in približevali. Denimo leta 1918, ko je razpadla habsburška monarhija, jedro slovenskega narodnega telesa, kar tretjina je sicer ostala izven meja, pa je postalo del kraljevine Južnoslavije. Pa tudi leta 1945, ko je po 4 letih
nasilnega ekocida nacifašističnih okupatorjev in upravičenega vsega spoštovanja vrednega upora proti njemu na teh prostorih nastala nova država. Tudi v njej, tako kot prej v kraljevini in še prej v avstrijskem cesarstvu, so se nadaljevala prizadevanja za čim večjo avtonomnost in suverenost oziroma čim boljše pogoje za slovenski kulturni, gospodarski in družbeni razvoj. Kakršnakoli ideja o popolni državni samostojnosti in suverenosti je bila v danih zgodovinskih okoliščinah dejansko iluzorna. Šele ob koncu 20. stoletja, ko je življenje v jugoslovanskem političnem kotlu postajalo vse bolj nevzdržno, obenem pa je veter sprememb zamajal Evropo ter omogočil novo pomlad narodov, se je tudi Slovencem ponudila do takrat skoraj nepredstavljiva ter z historičnega vidika edinstvena priložnost, da zaživijo samostojni in za razliko od prejšnje jugoslovanske zgodbe tudi demokratične države. In te k sreči izkoriščene priložnosti tega doseženega cilja, obenem pa tudi omenjene poti, ki je do njega vodila, se spominjamo danes. In tudi zato smo se danes zbrali tukaj, na tej postaji. Spoštovani, dan državnosti je praznik vseh slovenskih državljanov, ne glede na to, kateri politični opciji kdo pripada oziroma kakšen je njegov svetovni nazor. Zato današnja skromna slovesnost ni namenjena delitvam. Tem prepuščam dogajanju in govorcem na drugih proslavah, kakršnim smo žal vsem prepogosto pričali. In čeprav vsi vemo, da so proslave vse bolj kot preteklosti namenjene sedanjosti in prihodnosti, se bom danes zavestno izognil kakršnikoli oceni in vrednotenju aktualnih razmer v naši domovini in družbi, ki se zdaj niso rožnali. Kot tudi niso bile v preteklosti, pa smo iz njih praviloma išli močnejši, pogumnejši in modrejši. In prav modrost je tisto, kar je v priložnosti dneva državnosti zaželel vsem, ki tako ali drugače odločajo o življenju in ljudeh v naši državi. Brez modrosti se nam namreč lahko zgodi, da nekega dne podvomimo v smisel prehojene poti, dosedanje dosežke in ves ponos, ki ga čutimo kot državljani mlade države. Brez modrosti se bo namreč čedalje več mladih, izobraženih Slovencev znašlo na železniških postajah, kakršna je ta in kot je to bilo pred dobrim stoletjem in pol. Le da tokrat z vlaki ne bodo prihajali, temveč, kot se to že dogaja, z njimi odhajali. Z enosmerno vozovnico do mest in krajev pod bolj modrim nebom. Spoštovane in spoštovani, tako v imenu zgodovinskega društva Celje, kot v svojem imenu vam čestitam ob dnevu državnosti in vam želim prijeten praznični konec tedna. Hvala lepa.